Pozdravljeni! Današnja tema je zelo specifična in kdor se še ni ločeval, verjetno o tem ni kaj dosti razmišljal. Dejstvo pa je, da je tudi vsaka ločitev lahko zelo intimna. V bistvu ne, da je lahko, ampak je intimna. In način, kako se ločimo od partnerja, tudi pove veliko o tem, kakšen je ta odnos sploh bil. Od česa se ločujemo, ali ohranjamo pri tem neko spoštovanje en do drugega in tudi do tega, kar smo skupaj doživeli, in ali si pri razhodu pomagamo, ali pa se uničujemo in se borimo za nekakšno prevlado. In če je to boleča borba dveh, se to še nekako s časoma sprejme in preraste. Ampak, ko so enkrat med zakoncema otroci, ki pa so priča tej ločitvi, pa so posledice trajne. In otroški svet ločitev nam bo predstavila zakonska in družinska terapevtka in tudi doktorska kandidatka, ki se je specializirala za okrevanje po ločitvi pri otrocih in odraslih. Vodi terapevtske skupine in razne delavnice, z mano je Alenka Lanz. Živjo! Živjo, Eva, hvala za povabilo. Ja, hvala, ker si se odzvala in ker boš z mano spregovorila o eni tako pomembni temi, čeprav ne vemo, da je pomembna, dokler nismo na tej točki, verjetno si predstavljam, da večina ne razmišlja o ločitvi. Ja, nekako se mi zdi, da se vsak na eni točki sreča z ločitvijo, če se že ne ločiš sam, pa imaš mogoče kakšnega sodelavca, sorodnika, prijatelja, slišiš kaj o ločitvi, se pravi, na nek način vemo, da obstaja, je pa velikokrat o tem zelo težko govoriti. Predvsem zato, ker se tisti, ki se ločujejo, ponavadi počutijo stigmatizirane, kot da se jim je zgodil nek osebni poraz in o tem zelo težko govorijo. Se pravi, vedno se mi zdi, da en tak stavek zelo lepo ponazori in to je: nikoli ne veš, kako ločitev boli, dokler jo v resnici ne doživiš. Se pravi, dokler nisi noter, ne moreš točno vedeti, kako hudo je, ko se te partnerske vezi lomijo, kakšna je ta izguba, kako zelo to boli, koliko enih sprememb to prinese, na kaj vse se je treba prilagoditi, koliko ene notranje moči je za to potrebno, da sploh nekaj takega preživiš, ne samo da preživiš, ampak da nekako poskušaš to ločitev transformirati v nekaj, kar ti pomaga mogoče potem kasneje v življenju, v smislu neke osebne zrelosti, razvoja, evolucije posameznika. Tako da je res ločitev en tak multidimenzionalen pojav, in je fino imeti vedno pred očmi, da gre za zelo specifične zgodbe, da niti ena ločitev ni enaka drugi in je nemogoče posploševati, se pa vseeno znotraj tega pojava teh težkih izgub kažejo neke rdeče niti, neke čeri, na katere je biti dobro pozoren, da se ne zaletiš vanje, in neka priporočila, ki lahko posameznikom, družini, staršem pomagajo vse skupaj preboleti. Ja, zelo lepo, Alenka. Ampak mogoče bi pa te povabila še k temu, da malo podeliš, kako je to iz otroškega sveta, ali pa mogoče za začetek ena taka iztočnica, kakšna izkušnja iz teh otroških terapij, kaj je tam najbolj intimnega, recimo, ali pa kdaj ti začutiš te otroke najbolj blizu na terapijah? Ja, jaz imam zelo rada otroke in jih velikokrat čutim blizu, je pa res, da pridejo do mene ponavadi v zelo takih bolečih čustvih in izkušnjah in včasih so ti trenutki taki kratki, čustveno nabiti, ko mi povejo kaj z enim, dvema, tremi stavki, kaj se v resnici znotraj njih dogaja. In ker razumem, kako težko jim je, potem probam se z njimi pogovarjati, včasih uporabim kakšne igračke, da jim je lažje.
Se pravi, veliko enih načinov je, kako lahko otroci varno odpirajo svoj čustveni svet, ki pa velikokrat ne gre samo preko besed, ampak tudi preko igre. Se pravi, so trenutki, ko sem si posebej blizu z njimi in mi potem vedno ostanejo v spominu. A je kakšen, ne vem, kako bi rekla, kakšen šimer ali kaj, kako otroci sploh sprejemajo ločitev, no, ali pa kaj oni tam doživljajo, ker zdaj si omenila, da eni otroci so zelo tihi, a ne, pa se celo zaprejo, težko govorijo o tem, pa si predstavljam, da bi lahko na hitrico sklepal, da otrok nima nobenih posledic, a ne. Pa mogoče vseeno tudi temu otroku ni najlažje sprejeti to ločitev. Jaz mislim, da so prav otroci tisti največji, ki nosijo posledice, se pravi žrtve teh nekih odraslih konfliktov in so prav zaradi tega, ker so odrasli tako preplavljeni s svojo lastno stisko, velikokrat spregledani, potisnjeni na rob, oziroma starši tudi velikokrat v svoji lastni stiski niti ne vejo, kako pristopiti do otroka, kako mu pomagati, da se bo odprl, da mu bo lažje. Se pravi, prav zaradi teh težkih čustvenih procesov, ki jih imajo starši, velikokrat ni dovolj prostora za otroke. In takrat otroci se na to prilagodijo. To pomeni, da razvijajo velikokrat tudi nekatere obrambe, mehanizme preživetja, se pravi, otroci so zelo prilagodljivi. Če to pomeni, da utihnejo, da nehajo o lastni stiski govoriti zato, da ne bojo to stisko ogrozili staršev, da ne bodo starši še bolj prizadeti, še bolj žalostni, še bolj nemočni, potem to naredijo. Ampak je možno, da bi kdaj tudi otrok bil dejansko vesel, a ne? Ker včasih so kakšni zakoni tako mučni, da se nekako, ne vem, razelektriri ta napetost ob ločitvi. Ja, Eva, imaš prav. Velikokrat otroci že niso gluhi, niso slepi, vidijo, kaj se dogaja, tudi če so majhni, zelo majhni, s telesom zaznavajo to naelektreno vzdušje, in to pomeni, da stisko ves čas čutijo. Tudi če ne znajo včasih zaradi starosti ubesediti, jo čutijo. In je velikokrat tako, da če živijo v nekih razmerah, ki niso varne, ki so dolgotrajno slabe, če lahko rečeva temu, kjer so odvisnosti, fizično nasilje, neprestani konflikti med staršema, je v bistvu to za otroke izredno mučna, trpeča situacija. In raziskave kažejo, da v bistvu otroci, ki so izpostavljeni tem dolgotrajnim konfliktom staršev, imajo več posledic kot tisti, ki grejo čez ločitev staršev. Se pravi, je slabše za otroka, če je v družini, kjer se ti konflikti ne zmorejo rešiti. In res je, kakor si rekla, potem včasih pride do ločitve, situacija se razelektri, dva odrasla, se pravi starša, gresta in živita vsak na svoji lokaciji, na svojem domu, si mogoče tudi opomoreta, okrevata po tej partnerski vezi, zaživita malo bolj srečno, izpolnjujoče življenje. In kaj se zgodi z otrokom? Tudi on okreva po tej izkušnji, ker sta starša okrevala. To lahko velikokrat pomeni, da rastejo bolj samozavestni, se bolj odprejo, bolj zgovorni, lahko jim šola bolj zalaufa. Se pravi, ja. Alenka, se pravi, si dala zdaj še eno tako, kako bi rekla, iztočnico, a ne, v smislu eni starši pravijo, ne glede na to, koliko je težko, a ne, moramo vztrajati, ker ne želim, da je moj otrok ločenih staršev in nekako zaradi otroka ostanejo skupaj, ampak praviš, da niti ni treba zdaj, da je to najboljša varianta. Ja, dajva gledati zelo plastično na to vprašanje, ker bi bilo posploševanje lahko krivično.
Lahko otrok res gleda starša, ki rešujeta konflikte, nesporazume in se potem uči, da ja, za vsakim padcem pridejo boljši dnevi, da jeza je dovoljena tudi, kadar si v konfliktu, kadar izražaš svoje mnenje, čustva, potrebe, da se potem pobotaš in se lahko učijo, kako reševati partnerski konflikt. In je to lahko ena dobra popotnica za naprej. Problem je tam, kjer ti otroci živijo v konstantnih konfliktih med staršema, kjer do razrešitve ne pride, kjer ni boljših dni, so mogoče samo malo zatišja in tisto je potem dolgoročno slabo za otroke. Se pravi, ja, je multidimenzionalen, se pravi, ločitev je treba pogledati zelo različnih zornih kotov. Pa vsem ta, ostati skupaj zaradi otroka, včasih je to tudi eno preveliko breme, za otroka. Ja, absolutno je to breme, ki ga otroci čutijo in potem se lahko posledično naučijo, da so oni odgovorni za nesrečo odraslih, da morajo oni prevzemati odgovornost, se pravi odnosa med staršema in vedno razvijajo neke mehanizme, ki jim pomagajo to težo nositi. In verjetno je to tudi razlog, zakaj ponavadi se starši ločujejo, na terapijo pa velikokrat pride pol otrok. Otrok, so to te mehanizmi, v katerih razlagaš, da otrok začne doživljati tam neke simptome in je potem otrok nekako tisti glavni razlog, zaradi česar sploh začnejo ti starši razmišljati o neki spremembi. Ja, pri meni je sicer tako, da vedno se želim najprej s starši srečati in tudi presodim, ali je otrok res tisti, ki potrebuje pomoč, ali so to v resnici starši. Ker se ponavadi zgodi, da ko se pomaga staršem, ko se pomaga odraslim, se posledično pomaga tudi otroku in ima več ljudi koristi, kot če samo jaz delam z otrokom. Se pravi, pri ločenih starših povabiš najprej oba starša ali kako, ali vsakega posebej, ali prideta še na 1 uro skupaj za otroka, kako to? Zelo odvisno je od vsakega primera. Včasih res pridejo starši skupaj, preden se že ločijo, oziroma ko razmišljajo o ločitvi, pa so lahko še takrat sposobni zakon obdržati, pa nekako transformirati v eno drugačno, boljšo vez. In se mi zdi takrat ta moment tako dragocen, zaradi tega, ker če tega ne izkusiš do konca, probaš rešiti stvari, potem imaš lahko kasneje, ko greš v ločitev, neko krivdo, da nisi naredil vsega, kar bi lahko. Včasih pridejo potem starši, ki že vejo, da se bojo ločili, ki so o tem odločeni in želijo samo pomoč, kako otroku to najbolj povedati, razložiti, na kaj biti pozoren, kako manevrirati ta odnos, da bo otroku največ prihranjen. Potem so pa primeri, ko pridejo posamezniki, ki že grejo čez ločitev in se zavedajo, da je na njih glavnina tega čustvenega dela, da želijo otroku stisko čim bolj prihraniti in so oni pripravljeni iti čez drm in strm, zato da bo otrokom lažje. Taki primeri so. So pa redki, in to me žalosti, tudi primeri, ko starši vidijo, da je recimo preteklo po ločitvi nekaj mesecev, da ima otrok vedno večjo stisko, recimo čustveno, vedenjsko, psihosomatsko, se pravi, da jim telo ne zmore več otrokom prenašati te bolečine in zbolijo. In potem bi želeli otroka dati na terapijo, češ popravi ga, naredi, da mu bo bolje. Pa je takrat odgovornost vedno treba nazaj na odrasle preusmeriti. Zelo različno od primera. Ja, saj verjetno je za vse težko, ločitev ni spet ne samo za starša, ampak tudi za tega otroka, kakorkoli že prinese neke spremembe, in je tudi za njega verjetno en proces, kako sploh, se na to navaditi, tudi če so konec koncev prijetne spremembe, da res govoriva o nekih ekstremnih zakonih,
kjer si otrok dejansko vdahne, da je tam se to prekinilo, pa je lahko na drugi strani to vsem za njega neko prilagajanje, neka sprememba, ne? Kjer tudi rabi odrasle verjetno osebe zraven. Absolutno. Mogoče, ja, bi te povabila še, no, da malo o teh posledicah poveš, mogoče kratkoročnih, no, posledicah, pa tudi dolgoročnih, a ne, a se to tudi v odraslosti pol pozna, če si iz družine, kjer sta se tvoja starša ločila. Ja. Otrokom... Prevečno metala. Ja, vse v redu, samo razmišljam, kako čim lepše povedati, čim bolj kompleksne stvari. In to je, da otrokom se ta bolečina ponavadi ne more prihraniti. To je dejstvo. Otroci imajo enostavno znotraj sebe že od spočetja naprej del očeta in del mame. In kadar se onedva ločujeta, to pomeni, da je v konfliktu cela otrokova notranjost. In zaznava tako počutje očeta kot mame, potem pa še svoje. Se pravi, da takrat, kadar se ločujejo, starši otrokom ponavadi malo razpade svet, vsaj za nekaj časa. Vsem otrokom, če jih je 5 v družini in sem 5. Vsak verjetno na nek svoj način zaznava te stvari, ne bi posploševala, ampak veliko otrok pa gre čez neke potresne sunke. Ko se 2 tektonski plošči dajeta narazen, potres. In takrat lahko res svet izgubi barve, postane nepovezan. Otroci grejo velikokrat sicer odvisno na starost, ampak čez neko tesnobo, strahove, žalost, sram, občutke manjvrednosti, nemoč, obup, jezo, bes, zelo različna čustvena stanja grejo takrat, ko nihajo. Pa se umaknejo in se otroci pomirijo, pa spet udari ven. Recimo deklice večkrat to čustveno stisko izražajo na čustvenem področju, fantje bolj na vedenskem. Zelo je stereotipno mišljenje, da bolj ko so otroci majhni, manj vejo, kaj se dogaja, manj jih ločitev prizadene. Pa ni res, ker so prav zaradi tega, ker so tako majhni in zaznavajo s celim svojim telesom, kaj se dogaja, ne morejo pa povedati. Se pravi, ne morejo zares izraziti te stiske, čutijo pa ta nemir, to naelektrenost, to, da je mama žalostna, da je oče odtujen, ta različna stanja čutijo in jih potem s telesom zaznavajo, telo se pa vse zapomni. Se pravi, zelo odvisno je, v kateri starosti so otroci in kaj je takrat najbolj dobro, na kaj je treba imeti pozornost, da jim pomagamo. Ko sem jo vprašala glede posledic, se pravi, vedno so neke čustvene stiske spodaj, ki lahko potem rezonirajo navzven preko vedenja. Lahko gre za neko psihosomatiko, se pravi zdravstvena stanja, ki niso ki jih zdravniki ne morejo pozdraviti, pojasniti in so čustvene narave. Kar se tiče pa dolgoročnih stvari, je pa spet zelo odvisno, kako starša, se pravi najprej starša okrevata po ločitvi, ker če onadva okrevata, potem ima tudi otrok zelo dobre možnosti, da bo nekako zacelil te rane, ki pa se bojo v vsakem primeru verjetno odprle, ko bo enkrat v svojem partnerskem odnosu. Ali pa, če recimo starša te razveze ne moreta speljati do konca, to pomeni, da se v žalovanju nekje ustavita, da lahko se ustavita prav na stopnji jeze, besa, maščevanja, zamer in ne zmoreta vzpostaviti neke spoštljive komunikacije. In lahko tudi preprečujeta stik otroka z drugim staršem. Tam so pa recimo potem te posledice lahko zelo dolgoročne, se ponavadi pokažejo nekje v adolescenci ali kasneje v odraslosti, ali pa ko otroci vstopajo v partnerski odnos sami.
In po raziskavah se kaže prav to, da imajo ponavadi dosežejo ali nižjo akademsko izobrazbo, imajo bolj prizadet občutek za lastno vrednost, imajo lahko tudi večje težave s sovrstniki, potem pa, ko nekako grejo v svoj partnerski odnos, se pa kažejo tudi nekatere rdeče niti, ne bom rekla, da pri vseh, ampak recimo, da težje vstopajo v odnose, da se težje zavežejo temu odnosu, da čutijo nižjo pripadnost, to pripadnost, da kadar pride do nekih konfliktov, hitreje pomislijo na ločitev, jo potem tudi hitreje izvedejo, dejansko se ločijo, se pravi, imajo tukaj neko res nek transgeneracijski prenos, če tako pogledava, plus, da zavzamejo malo bolj pozitivno stališče do ločitev, v smislu, saj ne boli tako, moja starša sta se tudi ločila, saj to ni nič takega. Se pravi, bolj kot ne je treba tudi gledati, kako lahko te rane iz tega partnerskega odnosa prehajajo iz generacije v generacijo. Se pravi, neki vzorci mišljenja, vedenja, čustvovanja, kot valovijo naprej do otrok in potem lastnih otrok, vnučkov. Se pravi, še enkrat, samo da izpostavim še enkrat mogoče en tak res pomemben del, ki ga zelo močno zagovarjam, starši morajo zbrati pogum, da ukrevajo po ločitvi, ker s tem otrokom veliko prihranijo. Ja, mislim, da tudi čisti za nekih takih praktičnih vidikov, jaz velikokrat poslušam na terapiji kliente, ki mi govorijo, ne vem, na rojstni dan ne moram povabiti obeh staršev, in je že to neka bolečina čistko iz življenja samega, da v bistvu si želiš praznovati, da doživiš neke lepe, ni nujno sam rojstni dan, ampak nek dosežek v življenju, ki si želiš praznovati z ljudmi, ki jih imaš najrajše, pa moraš organizirati dve praznovanji, eno za mamo, eno za očeta, tako noro, kakšen razkol, Ja, res so to veliki razkoli in ponavadi so prav ti prazniki, ki pridejo prvi po ločitvi, recimo za prvo leto, od decembrskih praznovanj, božiča, rojstnih dnevov, kakšnih obletnic, to so res zelo težki dnevi. Ja, včasih starši tudi potem še kasneje, leta po ločitvi ne zmorejo toliko zakopati bojne sekire in priti oba skupaj na eno tako recimo praznovanje, poroko, rojstvo otroka, karkoli, ker imata tudi med sabo toliko naelektrene energije, toliko nepredelanih čustev, ki se takrat odprejo, in to tudi, če je otrok takrat že odrasel, čuti. Njuno dinamiko ves čas čuti. Ja, jaz tudi tako, doživljam to, čisto iz druge plati, kako je to res boleče dejansko, ko si želiš imeti ljudi ob sebi, pa hkrati moraš še toliko let po temu doživljati eno razklanost. Se pravi, ne samo takrat ob ločitvi, ampak dejansko vsakič znova, ob vsakem novem dogodku, ne glede na to, recimo, koliko je potem ta otrok spletel en dober odnos s tem dvema staršema, z vsakim posebej, ampak vsem si pa v nekih takih trenutkih pa želimo imeti vse ljudi hkrati ob sebi, pa. Ja, seveda. To je kruto, takrat doživljati pol še zmeraj to razklanost. Še, Alenka, prej si omenila, da je to odvisno tudi od starosti otroka. Verjetno, ne vem, sploh teli res, ki si omenjala, da si telo zapomne. Tudi takih primerov vem, jaz sem jih že imela kar nekaj, da so se starši ločili takoj ali pa zelo kmalu po rojstvu otroka. In nekako so pač odraščali s tem, se pravi, oni so odraščali ne iz sliko te neke družinske idile, pa so se pol naenkrat ti starši ločili, ampak so že prišli s tem svojim zavedanjem v en svet, kjer je normalno bilo, da je oče na enem naslovu, mama pa na drugem. In
in imajo občutek, da za njih ta ločitev ni bila nekaj težkega ali pa res nekaj travmatičnega. Kaj bi pa na to rekla? Ker jaz pa vsem se mi zdi, no, da pa vsem doživljam ob teh klientih prav to travmo ali pa prav to razklanost, ne glede na to, kdaj se je zgodila ločitev, se mi zdi, da vsem pusti neke posledice. No? Ja. Otroci so res izredno prilagodljivi, fleksibilni, včasih celo preveč, in dejansko se na to novo življenje nekako prilagodijo in sprejmejo, in da je res, če sta starša, če se dobro razumeta, če ima otrok z obema staršema dober odnos, potem je tukaj ta prehod lažji, ga lažje sprejmejo in se na njega prilagodijo in pač grejo z življenjem, s to specifično izkušnjo potem naprej. Ja, je pa potem tudi telesen spomin in zdaj vprašanje, kje točno jim zavibrira, ali lahko mogoče v njihovem partnerskem odnosu, ali kje drugje, v šoli, kje se potem ta mogoče ta odklanost spet kaže. Ampak to so res specifični, mislim, bi bilo treba vsak primer posebej pogledati, da ne bova posploševali. Ok, pa recimo, da jaz danes gledam 5 let po ločitvi to oddajo in me zanima, tako se začnem danes spraševati o tem, je zdaj moj otrok to v redu prenesel ali ni v redu, kako naj jaz zdaj to vem? Kaj lahko naredim? Če je že otrok dovolj velik, da lahko govori in ima ta oseba dober, se pravi ta starš dober odnos z otrokom, ga vedno lahko vpraša. Naj to ne bo ena taka tabu tema, o kateri se ne govori, in pač vedno lahko vpraša na nek tak prijazen, neobremenjen način, kako otrok doživlja ali pa je doživel tiste čase takrat. Saj otroci, tudi če so, pa odrasli, tudi ko odraščajo, povejo, če čutijo, da je starš odložil to svojo stisko, da ga iskreno zanima, kako se počutijo, in če čutijo, da ga s tem svojim odgovorom ne bojo ogrozili, se pravi, ne bo šel v obrambo, v napadanje, v minimaliziranje tega, kar otrok čuti, potem velikokrat tudi povejo. Zelo odvisno je, kakšna je ta stopnja zaupanja, iskrenosti, pretočnosti skozi ta odnos. So pa to težke teme, ker že sam na začetku si omenila, da je celo odraslim, da se to lahko zgodi sodelavcu, prijatelju, komu sorodniku, pa je to že njim težko o tem govoriti, dejansko čutiti tisto žalost, pa čutiti vse tisto, kar se njim takrat dogaja, kaj šele verjeten otrok, in ker še nima niti vseh besed, spet odvisno od starosti, ampak verjeten je tudi en izziv, biti kot starš v neki svoji bolečini, pa hkrati še slišati otroka v njegovi bolečini in tudi razumeti verjetno, da sta to dva različna svetova, da ima on pravico neki na svoj način doživljati tisto situacijo, kot pa jaz. Točno to, Eva. Zelo velikokrat, vsaj tam, kjer so visoko konfliktne razveze, kjer so starši zelo preobremenjeni s tem, kar se jim v partnerstvu dogaja, tam zmanjka prostora za otroka in eden izmed načinov manipulacije je tudi tako, da si otroka zelo prilastiš in ga vidiš kot nek podaljšek sebe. Se pravi, to, kar jaz čutim, čuti tudi otrok, to, kar jaz rabim, rabi tudi otrok. Zdaj bom pa zagovarjal njegove pravice in je kle pride res do velikih konfliktov. Ja, in ta razkol se zgodi pol pri starših, to je še tisto mogoče, kar se mi zdi smiselno izpostaviti, zdaj pa oče je tak pa tak, ali pa mama je taka pa taka, zdaj pa tako, pa probaš pol otroke vzeti pod svoje okrilje, in jih čim bolj zaščititi pred tem strupenim staršem oziroma zakoncem, od katerega si se ti ločil, ker ločil si se zato, ker je na neki točki bilo toliko boleče ali pa toliko toksično ali ne vem še kaj z njem sploh živeti, In pol probaš, ali pa v bistvu moraš vsakič znova dati pa te otroke njemu, za vikend ali pa čez teden, kakorkoli, na obeh straneh je bolečina
Tam tudi ena nora stiska to doživljati, ne. Ker hkrati želiš pobegati od tega življenja, pa nikoli v celoti ne moreš, ne, zmeraj si en del še kar vezan na to bivšo vezo. Tako. Zelo je pomembno, ko si v ločitvi, da razmejiš, okej, res se najin partnerski odnos lomi, in se bo prenehal, ampak ostajava starša skupnemu otroku. In otrokovo največjo korist, vsaj pri glavnini primerov, ne pri vseh, ampak pri glavnini pa je, da ima kvalitetne, časovno uravnovešene stike z obema staršema. In ena izmed teh zelo dolgoročnih posledic, ki jo otroci tudi imajo, je recimo poslabšan odnos s starši, še posebej očeti. In to je tisto, kar si zdajle govorila. Ja, kadar se te ločnice ne postavijo v smislu, ja, jaz se ločujem od tega človeka, tudi če je bil za mene toksičen, neprimeren, slab partner, je izdajal, ne vem kaj še vse, a lahko zaščitim to vez, ki jo imata otrok in ta moj bivši partner. In tukaj je zelo treba vedeti, da kadarkoli prihaja do nekih manipulacij, se pravi, da en starš otroku govori o drugem staršu grde stvari, da ga prikazuje kot slabega, da ga zaslišuje, kaj se tam dogaja na stikih in podobne stvari, otroci niso neumni. Oni čutijo, da to, kar se dogaja, ni okej, čutijo stisko in kadarkoli starš govori o drugemu staršu slabo, ruši lastno avtoriteto. Ruši lastno avtoriteto. In to je vedno tako, dobro se je vedno zavedati, da ima otrok oba dela staršev znotraj sebe. In kadar mama govori slabo o očetu, to pomeni, da otrok čuti, kot da govori grdo o enem delu njega, ki je tudi njegov. Se pravi, vse res je pomemben za starše. Ja, jaz sem zelo vesela, no, da si, Alenka, tle tako zagovornica otrok, oziroma da nam tako lepo predstavljaš njihovo plat, kako oni to doživljajo. Ker jaz sem se tako zelo vživela v to vlogo starša, koliko je res težko tudi čez otroka doživljati tam neke čisto mogoče značajske, karakterne, mogoče celo vizualne, tam neke podobe bivšega partnerja in te tam tako si predstavljam vsakič znova zareže in stisne. In tako si obsojen zdaj na to, da tega otroka imaš pa rad, ne glede na to, koliko spominja na bivšega, bivšo, še zmeraj je to tvoj otrok, tako res noro to doživljati. Ja, toliko lepo, da si to izpostavila, ker veliko pogumnih, iskrenih staršev točno to pove. Mene moj otrok že odcira, mi je sprožilc, mi je trigger zaradi tega, ker se vede na tak način kot moj bivši, ker govori na tak način, ker že izgleda na tak način in me moti. In takrat je treba res, ja, imate pravico do te jeze, vseh teh čustev, ampak dajva jih res tja, kamor spadajo. Ne do otroka, ker to ni otrokova dolžnost, da jih nosi, a pa prenaša, ampak a lahko najdemo mesto znotraj tega odnosa, ki je propadel, pa jih nekam umestimo, da ne bo otrok grešni kozel samo zaradi tega, ker ima oči po očetu. In to je, tako se mi zdi zanimivo, kako res ta narava v nas teži k razreševanju, ker si misliš mogoče ob ločitvi, od teh najbolj bolečih stvari bom pobegnila, pa si nekako uspeš tako, vsaj za kratek čas oddahniti od vseh teh težkih vsebin in pa jih čez čas ne zagledaš v svojemu otroku. In tako, prav res narava te prisili, ne moreš pobegati, to, kar boli, imaš tle, rešuj, Zdaj odvisno pol spet od vsakega posameznika, verjetno, koliko je pripravljen to videti. Ampak ja, tako včasih tudi sam ločitev ni garancija za to, da pobegneš od vsega, kar boli. Definitivno ločitev boli že sama po sebi toliko zelo, da ne moreš pobegati stran od tega. Je pa res, da velikokrat vidim primere, ko lahko odnos razpada že dlje časa in še pred samo ločitvijo pride do tega razkola, na nek način
grejo ljudje čez vse te faze, od šoka, zanikanja, da je to hudo, do razočaranja, jeze, nemoči, že s ločitvijo. Se pravi, da ni nujno ta proces vezan na obdobje po temu, ko podpišejo neke papirje. Plus, kar se zgodi in je na nek način vprašanje, če jim to res koristi, je, da grejo takoj v novo vezo. Ja. In da lahko tudi to novo vezo hitro ali pa absolutno prehitro predstavijo tudi otrokom. Ko so primeri, ko novega partnerja noter prinesejo, pa predstavijo otrokom 14 dni po tem, ko so jim povedali za ločitev, kar je grozljivo za otroka. Niti mu nisi dal možnosti, da zares začuti, kaj se mu dogaja, kaj vse doživlja, niti še ne more osmisliti vse skupaj, ko je že na točki, ko nekdo želi, da sprejme novo osebo. In jaz tako vedno rečem, starši, prosim, vem, da imate radi mogoče tega novega partnerja, prosim, počakajte, dajte otroku možnost, da okreva, da izžaluje, preden je postavljen pred toliko očitno dejstvo, da je že nekdo novi na tem mestu, kjer bi mogoče otrok raje videl, da bi bila tam mama ali pa oče. Ali pa oba skupaj, ker otroci imajo neizrekljivo tako hrepenenje, globoko hrepenenje, tudi če gre vse v narobno smer, da bi se starša dobro razumela, da bi bila vsaj prijatelja, če že ne morata živeti skupaj. Ampak ta želja, da bi bila starša skupaj, mislim, da je otrok vedno nosi nekje sam. Pač temeljno. Ja, še to si lepo izpostavlja tudi te nove zakone ali pa nova partnerstva. Jaz sem sicer otrok neločenih staršev, ampak en starš je moj umrl, ampak sem pa živela v enem novem partnerstvu, ki ga je moja mama ustvarila, in tudi vem, kako je sprejeti novega partnerja in koliko je to dejansko en izziv tudi za otroka. In bi te povabila še k temu, da mogoče malo predstaviš ta svet, kako je, ker spet starši imajo eno drugo predstavo o tem, tako kot si rekla, da imajo tega partnerja novega radi in ne samo to, želijo si eno srečo zase in si predstavljajo tudi, saj če bom jaz srečen, bo tudi moj otrok srečen, kar je delno res, delno je pa tam za tega otroka doživljati vse te spremembe tudi naporno. Ja, tlele se čisto strinjam, je naporno, je novost, to je lahko novost, ki je že 100. po vrsti in je treba imeti malo razumevanja do teh otrok, da lahko traja dlje časa, da mogoče včasih čutijo kakšno jezo, razočaranje, pa jih odrivajo stran te nove partnerje, ampak v resnici globoko si pa lahko samo želijo, da ne bi na tisto mesto prišla nova oseba, ampak da bi bila tam oče ali pa mama. In kar se mi zdi zelo pomemben, mogoče ena taka poglavitna stvar je, dajmo drugemu prostor in čas, da se spoznamo. In če je ta prostor in čas tak, ki je neobremenjujoč, ki ne sili, ki je odprt za to čudo drugega človeka, da se sploh imaš možnost spoznati in da gre to po neki naravni poti, nič prisiljeno, nič skupaj umetno dano, ampak da gre čim bolj po naravni poti, je potem lažje, sigurno je lažje. Ja, jaz predvsem vem, če podelim eno svojo izkušnjo, jaz sem se zelo nekako ustrašila za svojo mami in sem bila zelo zaščitniško naravnana in zame je bil ta partner, ne glede na to, koliko je mami usrečeval, zame je bil nekdo, ki je vsiljivec, nekdo, ki je, meni ni bil sem varen, jaz se ga nisem, ne glede na to, koliko je bil prijazen, ali pa če sva bila sama, pa šla sama na sprehod ali nekaj, sem se ob njem lahko varno počutila, ampak čim smo bili vsi trije skupaj, je zame bil on nekdo, ki ga moram zadržati stran od mame.
In vem, da jaz to nisem edina, ki bi to tako doživljala, ne, ampak da marsikateri otrok čuti, ko pride nov partner, ne, da je treba tega partnerja, da je pač vsem to nekdo, ki je vsiljivec. In se mi zdi tudi pomembno, no, to, da ve otroka, ne, da se tudi z njim to pogovori, da nov partner ne more zasesti tam enega mesta, enega očeta, mame, ki bomo zdaj z njim živeli naprej neko happy family, ne, ampak da je to konec koncev nov partner od starša in nima nič veze dejansko s tabo, ne. Direktno, ne, ok, živite mogoče skupaj ali pa tako, ampak ni pa to nov starš. Ne, to ni nov starš in nikoli mu ne bo ta vloga pripadala, čeprav je lahko ta odnos vseeno dober, kvaliteten, trden, močen in je lahko tudi na nek način nek podporen faktor za otroka. Ampak kar se velikokrat zgodi je, da ja, vidijo tega novega partnerja kot vsiljivca, ampak predvsem zaradi ene globoke želje, da tisti starš, recimo v tvojem primeru mami, mogoče ne bi več toliko trpela. In ta zaščita pride prav iz tega, da ne želiš videti svojega starša v takih bolečinah spet, ko veš, kako je, ko si bil zraven, ko si gledal. In želiš sam zaščititi, da se to ne bi več zgodilo. In velikokrat je tako, da želi na ta način otrok poskrbeti za starša, prevzeti neko vlogo, neko funkcijo, ki je pretežka za njega. In se potem zgodi, da ima vedno neko nezavedno upanje, da takrat, ko je starš v bolečinah, zdaj moram za njega poskrbeti, ker ko bo on v redu, bo on lahko za mene poskrbel. In tule je ta cikel, v katerega se otroci staknejo, ko začnejo skrbeti za počutje svojega starša. Ja. Ampak razumem, to so taki naravni procesi, ko so otroci noter, so premajhni, da bi razumeli, kaj se dogaja, oni samo čutijo, da nekaj morajo narediti. Ja, in samo delujejo dejansko, to, kar pač nimajo tega še, kako bi rekla, razsodnika, ki bi razumel ali pa razmišljal sploh o tem, kaj je pametno narediti, kako sploh se odzvati v neki situaciji, ampak smo kot otroci veliko bolj nagonski in samo delujemo čez tisto, kar pač v danem trenutku čutimo. Ja, mogoče samo še to, da res omeniva za otroke, ki jim vse takrat v odločitvi razpade in je toliko novosti in sprememb, res, če bo kjer faktor, ki jim bo začel vračati to stabilnost, to varnost, predvidljivost, vse tisto, kar res rabijo, da se jim te temelji nazaj postavijo, so red, pravila, neka disciplina, vsaj približno poenotena vzgoja. Se pravi, meje, če rečeva, meje so tle res zelo pomembne in tam, kjer so otroci brez meja, ko jim je vse dovoljen, ko zaradi lastne stiske, recimo vidim velikokrat očete, ki pridejo na stik, pa imajo lahko že tako čisto premalo stika z otroci, v tistem malem času si želijo, da bi se samo dobro razumeli, da se bi lepo imeli in lahko je otrokom zelo prizanešeno lahko, kar se tiče pravil in discipline in vzgoje in neke teh mej. In kar se zgodi, ja, vsi se imajo lepo, ampak potem pa pridejo otroci nazaj k mami, ki ima lahko preveč časa z njimi, se pravi, da je ta čas neuravnotežen, oče premalo, mama pa preveč in mora mama zelo postavljati spet meje, pravila, disciplino in se z njimi, z otroci brusiti na teh mejah. In je škoda, takrat mora tudi očetje biti malo disciplinirani in vzgajati otroka, tudi če imajo premalo časa z njim. Ja, to je ena zelo kompleksna tema, jaz mislim, da nekaj sva jo predstavljali, ampak bi pa lahko o tem govorili še veliko več, vidim, ker se kar odpirajo nova in nova vprašanja, oziroma to je en način življenja ali pa v bistvu to je neka izkušnja, ki nas spremlja skozi celo življenje, ne glede na to, pri katerih letih se starši ločijo, je to nekaj, s čimer se
mora vsak otrok naučiti živeti s tem, ne, in uporabiti to izkušnjo, no, saj si nekaj o tem tudi ti govorila. Tako da ja, jaz verjamem, da je tle še veliko, kar bi lahko povedali, ampak za danes se ti zahvaljujem in tudi vabim vse ostale, no, da kogar zanima več o Alenki oziroma o njenem delu, kdor si želi, da v tem postopku ločitve ne bi bil sam in da mu ne bi bilo treba čez to se samo ukvarjati, ne, kaj je dobro, kaj slabo, vas usmerjam evo k Alenki, si jo lahko pogledate več o njej in o njenem delu na strani alenkalanc.si. In še hvala vsem, no, ki ste si dovolili tale video pogledati, tudi verjamem, da tudi pogledati včasih ni najlažje, ne, sploh neke take vsebine. Bi pa z veseljem Alenka še gledala v kakšnih temah, v teh novih zakonih, no, kako je tam tem otrokom odraščati, kako je tem otrokom, mogoče tudi ena razlika med smrtjo, ki sem jo jaz izpostavila, pa ločitvijo, se da neke vzporednice povleči, pa hkrati vseeno to tudi neka tema zase, no. Ja, Tako da, ja, hvala ti za danes. ja, hvala za povabilo, res je, o teh temah bi se dalo še zelo veliko govoriti in sem hvaležna, da si jo odprla, ker moraš imeti nek pogum, da o tem govoriš. In hvala vsem, ki ste pogledali, tako da res cenim. In delila, ne, se mi zdi tako tudi prav, da te stvari, te vsebine zaokrožijo, ker mogoče nismo zdaj v tem trenutku ločitve ali pa v tem obdobju, ampak takrat, ko pa si v tem obdobju, pa se mi zdi, da je tako pomembno dobiti ene take besede, spodbudne, ene usmeritve, eno razumevanje, kaj se sploh s tabo ali pa s tvojim otrokom takrat dogaja. Tako da ja, tudi vabim vse, no, ki poznate koga, dajte deliti te vsebine, ki so koristne za vse. Tako. Hvala enako, Alenka, hvala vsem, ki ste poslušali. Se vidimo naslednji teden z novim gostom, do takrat pa imejte se lepo. Adijo! Živjo! Torej, gledate moje podcaste zato, ker želim, da se čim več pogovarjamo o temah, ki se tičejo nas vseh. Želim, da doma namesto bolečine, osamljenosti, izigranosti, razočaranja doživljate ljubezen, veselje, toplino, občutek zaželjenosti in da vam to lahko pomagam, sem poleg teh podcastov naredila tudi spletno akademijo. Tam boste našli tečaj za pare in tudi tečaj intima, ki bo pomagal vsem tistim, ki ste mogoče že dlje časa samski, ki težje vzpostavite nek partnerski odnos ali pa tisti, ki bi si samo želeli poglobiti zavedanje sebe v odnosu. Vabljeni na akademija.evajertic.si.